Lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Nadaljujemo s prvo ligo Telemach na Sportklubu. Čaka nas še tekma v Domžalskem športnem parku. Domžale, vroče Domžale, lahko rečemo, ki prihajajo po tem sanskem tednu na tale obračun proti Koprčanom, ki so med tem tednom izgubili tudi svojega dosedanjega trenerja Oliverja Bogatinova. Mi imamo kar nekaj iztočnic za debato v tem studiu pred samo tekmo. Bo pa seveda moral nadgraditi igro z nogo. Niko Omladič, ostra podaja Omladiča, priložnost za Koper. Mittendorfer je tam poletel, skoraj da prišel do strela ekipe, ki ima peti najučinkovitejši napad sicer v ligi. Omladič, daj dobro in gol! Koper vodi z 1:0, 21. minuta. Deni Jurič, mislim, da je strelec. Deni Jurič do 8. gola v letošnji sezoni in zdaj skočil na 3. mesto na listi strelcev, se izenačil z Vizingerjem, Kučisem in pa Marošo. Izvrsten skok Denija Juriča, ki je z natančnim strelom z glavo premagal Lovra Štubljarja in nogometaši Kopra, torej prihajajo do vodstva. Po obetavnem začetku Domžal so vendarle vzpostavili ravnoteže na igrišču. Varovanci Ivice Guberca na tej prestavljeni tekmi torej. Daniel Šturan proti oddaljenejši vratnici. Zanimivo zdaj in ni zadetka. Ni zadetka, ko se že zdelo, da rešitve za Koprčane ni več. Še napadajo Domžalčani in gol! Neverjetno, Haris Vučkić! 36. minuta, ni se zdelo, da žoga leti proti cilju, ampak na koncu je pristala v mreži Metoda Jurharja. Haris Vučkić pri 32 letih do prvenca v prvi ligi. In Domžalčani so torej prišli do izenačenja. Dejan Dončić sicer skriva entuziazem, Haris Vučkić pa ga je gotovo razveselil. Tudi Mateju Oražmu je seveda odleglo. Poglejmo zdaj še enkrat, kaj se je zgodilo. Boril se je Daniel Šturan, podal pred vrata. Mislim, da Haris Vučkić žoge ni zadev tako, kot si je zamislil, oziroma sem precej prepričan, da je bilo tako. Ampak vseeno, neubranljivo. Tu nikakor prsta krivde ne moremo usmeriti v Metoda Jurharja. Včasih je bolje, če nečesa ne storiš tako, kot si si zamislil, in ta primer to še kako dobro potrjuje. Haris Vučkić je žogo zgrešil, ampak ta je končala v mreži. Še pravočasno, preden bi se zatresla ura na roki glavnega sodnika. No, krasno pa tudi Lovro Štubljar. Tudi Juriču bo skušal prekrižati načrte. Jurič pa zelo zanesljivo. Koper znova vodi. V sodniškem dodatku Kanarčki prihajajo do prednosti z 2:1. Jurič do 9. gola v letošnji sezoni. Zdaj se je izenačil s Poplatnikom na 2. mestu na listi strelcev in se vodilnemu Florovcu približal na 3 zadetke zaostanka. Veselje v taboru Kopra, kako zelo je Kanarčkom odleglo, potem ko so videli, kaj na monitorju gleda Bojan Mertik. Specifična situacija. Mane si dlani Ivica Guberac. Poglejmo zdaj še enkrat to situacijo. Behar Feta, Vučkić za Toliča, tole priložnost in ni zadev Šturan, pa Hrvatin. Hrvatin do strela. Pred golovo črto pa odbija Sandro Jovanović. Ja. Znotraj 16-metrskega prostora, 11 metrovka bo za Domžale. Na Metoda Jurharja bodo zdaj polagali upe v taboru Kopra. Celjan je seveda zelo eksploziven, ampak če strelec
dobro udari, potem vratarji seveda nimajo možnosti. Daniel Šturam, Šturam in gol, 2-2, Daniel Šturam, ne hladi cevi, prišel do svojega 8. gola v tej sezoni, do skupno 15. v tem tekmovanju in Ravbari se veselijo izenačenja. In znova lahko pričakujemo seveda več napadalnih ambicij Koprčanov, tudi Dončićeva četa pa mislim, da bo prežala na protinapade in iskala seveda pot do popolnega preobrata in do scenarija, po katerem bi se občinskemu rivalu približala na vsega 3 točke zaostanka. Hladen kot špricer je bil Daniel Šturam, Behar Feta pa dirja naprej. Behar Feta, Šturam ga spremlja na levi, Behar Feta je zavil proti desni, pa Baj bo porumenel in ima že rumeni karton. Izključitev Liberica, Domžalčani bodo približno 8 minut igrali z igralcem več. O predpostavki, da bo dodatek trajal 5 minut. 90. teče, Isaac Matondo preigrava. Isaac Matondo, malo je prostora, Sandro Jovanović. Tole je dober strel in gol! 90. minuta, Koper z igralcem manj, do novega gola Tomi Jurić. Brata Jurić bosta danes očitno lastno ročno pokopala Domžalčane. Sijajen zaključek Tomija Jurića, ki ima seveda fantastične spomine na ta stadion. Že proti Radomljanom je po vstopu v igro dosegel 2 gola. No in tudi danes ni hladil motorja, natančen strel in žogo je poslal ob levi vratnici Lovra Štubljarja. Dosegel 7. gol v letošnji sezoni. Se približal seveda bratu, ki je prvi na klubski listi strelcev. In Koprčani bodo zdaj branili prednost z igralcem manj. Takoj reakcija. Tomi Jurić takole po strelu z dobrih 15 metrov po podaji Sandra Jovanovića. Njegov brat Deni je hitro dvignil roki v zrak. Metod, čestitke za zmago, na koncu težko prigarana, ampak pokazali ste neko energijo, ki jo je že napovedoval Ivica pred začetkom tekme, ste tudi sami tako videli. Najprej hvala za čestitke. Ja, mislim, da ste dobro videli tekmo. Lahko rečem, da na igrišču še nismo zgledali tako, da bi želeli, ampak se mi zdi, da nam je lih ta karakter in ta neka želja, borba danes prinesla 3 pike. Tudi nekaj vaših pomembnih obramb, ena boljših tekem tudi za vas, verjetno v dresu Kopra, kako ste jo sami videli in doživeli? Ja, ne bom skrival, da sem zadovoljen s svojo predstavo, ampak tako sem že rekel, najbolj pomembno je 3 pike, da smo vzeli in gremo zdaj dvigano glavo na nadaljevanje prvenstva. Hvala in srečno. Hvala vam. Marcel, na koncu kar boleč poraz, kot sta dejala voditelja v studiu, škoda, da se ne razdeli na nogometni tekmi 3 in pa 2 točke, kajti zagotovo si verjetno danes poraza, glede na energijo in željo, ki ste jo pokazali predvsem v drugem polčasu, niste zaslužili. Ja, res se strinjam mogoče s tem. Vesel sem, da smo se tudi po zaostankih vrnili v igro. Ni nas to potrlo, ampak ja, na koncu nekako nas zopet nogomet ni nagradil. Kljub temu, da so imeli oni igralca manj, so na koncu prišli do zmage. Mislim pa, da vseeno je treba na to tekmo gledati kot na eno dobro iztočnico. Zopet smo bili konkurenčni ekipi, ki je na vrhu, tako kot v sredo Olimpiji, in samo moramo tako nadaljevati. Ja, ravno to sem želel dejati. Prejšnji teden 2 zmagi, danes tesen poraz, morda celo nezaslužen poraz, tako da temelji so dobri v lovu na te pomembne točke, ki jih seveda želite in potrebujete za obstanek. Ja, zdaj je v bistvu potrebno samo še te detajle izpiliti, torej na koncu, da ne prejmeš takšnega zadetka, ga mogoče recimo zabiješ. Mogoče je to posledica tudi mlade ekipe, ampak nova izkušnja, na kateri je seveda treba graditi, in verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Hvala, vso srečo. Hvala.
Dejan, na koncu boleč poraz za Premleti, ampak verjetno ste videli veliko pozitivnih in ste nadaljevali to pozitivno zgodbo iz prejšnjega tedna, ko ste vknjižili 2 zmagi. Energija, želja v drugem polčasu, praktično pol ure ste bili boljši nasprotnik, pa na koncu kruto ostali brez ene same točke. Pa dobro, lahko rečem to, da malo sem se bal te tekme, zato ker smo nekako energijsko, da nismo za energijo na pravem nivoju. Zato sem tudi zdaj zadnja 2 dni opozarjal igralcev, ampak jaz na koncu spet igralci so dali vse od sebe, tudi oni, ki so noter prišli, res nimam komu kaj zameriti. Res je kruto, na koncu dobesedno 88. minuta, pri rezultatu 2-2 izgubiš tekmo, mislim, da smo si zaslužili vsaj piko. Ampak verjetno je to tudi, kar sem že tudi vprašal Marcela, dober temelj za gradnjo naprej in za lovljenje točk, ki jih potrebujete in želite. Ma ja, fantje se zavedajo, kaj nas čaka, vsi dajo vse od sebe, želijo, to je najbolj pomemben, in pa tista pozitivna energija, ki jo rabimo znotraj ekipe, proti vsakemu nasprotniku dajo vse od sebe in jaz mislim, da je to tisto, kar nas gradi v spomladanskem delu. In še morda za konec tudi zelo mlado moštvo ste, to ves čas ponavljamo in so pokazali karakter, da se 2-krat vrnejo po zaostanku, na koncu pa nekaj malega športne sreče, tudi nasprotni vratar je bil res dobro razpoložen danes. Pa ja, pokazali so karakter, lahko rečemo tudi proti Olimpiji, ko je Olimpija izenačila na 1-1, so pokazali spet karakter, smo obrnili tekmo, današnja tekma isto, se pravi 2-krat si je v zaostanku in pa pokazali so karakter, zato ker so pravi karakter, igrajo v prvi ekipi. Hvala in srečno nadaljevanje. Hvala. Ivica, najprej čestitke za zmago, tekma, ognjeni krst, Prestan v vlogi trenerja, bova dejala tekma, kakršno težko bolje opišeš kot polno emocij, ogromno dogajanja, 5 golov, kako ste na koncu vi videli? Res, mislim, da emocijsko zelo težka tekma. Videlo se, da fantje niso sproščeni, da so nekako v pomanjkanju s to samozavestjo, da so se borili s to samozavestjo skozi celotno to drugi del, vseh 5 tekem nismo bili samozavestni, izgubili smo totalno neko našo prepoznavnost in to se je danes tudi videlo. Ampak držali smo se plana, da se moramo fajtati na igrišču, da bi nas na koncu, to kot nas je nagradilo v zadnji minuti, to ni slučajno. Mi smo verjeli v to, tako da mislim, da smo na dobri poti, da se vrnemo na stare poti in moramo nadaljevati v tem ritmu, s to energijo, s to miselnostjo in na treningih še bolj trdo delati in mislim, da bojo spet pred fanti lepi trenutki. Ja, omenjali ste to energijo, ni bila vidna samo na zelenici, tudi ob robu igrišča. Vi z vašimi pomočniki danes ste dali nekaj zraven, nekaj več na zelenico. Dobro, mislim, da je to danes bilo mogoče tudi negledljivo, skakalo je praktično 10 ljudi, ampak to je nek ključ in nek videz po televiziji, da so lahko tudi ljudje čutili, da si Koper res danes želi zmage, da vsi živimo za to zmago in da vsi to zmago tako želimo, da bi na koncu tudi sam vstopil v igrišče in igral za Koper. Tako da to je potem neka nagrada na koncu in najbolj sladko mi je to, da ko ti Bog da tako v zadnji minuti, da končaš tekmo svojo prid, ampak kot sem rekel, mi ne smemo zdaj tu delati nobene euforije, moramo ostati normalno enaki, skromni, delovni in soboto iti v Maribor se nadigravati normalno in pripraviti se dobro skozi cel teden, tako da vemo, kaj nas čaka in moramo znati odgovarjati na vse vprašanja. Če bi še 2 stvari izpostavila, predstavo Metoda v golu in pa nenazadnje tudi zlata menjava, lahko rečeva, ki je na koncu tudi dosegla tisti ključen gol. V redu, mislim, v mojem videnju so od prvega do zadnjega igralca vsi isti. Sam sem skautiral te igralce, sam sem jih pripeljal v klub, sam sem z njimi podpisal pogodbe, tako da poznam vsakega koliko ima številko kopačke, tako da vem, kjer je koliko sposoben v danem trenutku, kaj nam lahko prinese, kaj nam lahko da, ampak pravim, danes je rešil Tomi, Metod je bil, tako kot je že celo sezono, vrhunski, danes je pokazal svojo klaso, svojo kvaliteto. Mislim, da so vsi fantje izgarali danes to zmago, ker vemo, da so Domžale bile v nekem naletu, v neki pozitivni seriji, neki samozavesti so bili energično na višjem nivoju kot mi, ampak
mi smo naredili uniplan, kar smo ga si ga sestavili in to je bil ta fajt, energija, volja, želja in na koncu so fanti bili nagrajeni. Jaz sem za njih najbolj vesel, najbolj ponosen sem na njih in upam, da bojo od zdaj to zmago naprej, da bojo začeli že samozavest kazati na igrišču, tako kot smo kazali prvi del. Če samo še čisto na kratko, na tribunah smo tudi videli enega izmed potencialnih kandidatov za to trenersko mesto. Kako ste vi to komentirate? Komot lahko govorimo že, da mene to ne zanima, biti trener. Jaz sem tu, kot sem rekel, pretekmo. Trenutno v tem momentu, kjer je to najboljša klubska rešitev, da prevzamem mesto vlogo, ampak moje ambicije so na direktorskem stolčku, tako da mene trenerstvo ne zanima, ne živim za to. Klub bo dobil trenerja, pogovarjamo se, skautirajo nas, opazujejo nas, nočem narediti napake, nočem biti brzoplet, hočem pravilno se odločiti. Na koncu fuzbal ni garancije, lahko bom spet falil, oziroma bomo falili, lahko bomo zadeli, ne vem, ampak hočem pa si vzeti nek določen čas, se z vsemi ljudmi usesti, ki so kandidati, poslušati njihovo vizijo, videti njihovo vizijo, kako vidijo klub, kako vidijo moje igralce in na kontu tega se bom potem tudi odločil. Tako da ali bo to jutri, ali bo to čez en teden, v tem momentu nimam odgovora, delam na temu, da bo čim prej, lahko da se bo zgodilo, da tu v soboto v Mariboru bom še jaz na klopi, ne vem. Pravim, ko se bom pravilno odločil, po mojem nekem mišljenju in po mišljenju vseh ljudi v upravi, tako se bo potem tudi nov trener predstavil in normalno začel s svojim delom. Hvala in vse srečno v nadaljevanju. Hvala vam.